Zdravo, dragi poršupovaki, še enkrat. Vidiš, zdaj, kdo je rekel, trema, da bo trema? A veš, trema zdaj je, brez treme, ja. evo, zdaj pa brez treme. Zdravo, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost Blaž Vižetin. Blaž, dobrodošel. Lepo pozdravljen tudi ti, hvala za povabilo. Skul? Sem? Ok, top. Mi sem imela že prej so se kamere prižgale, ogromno smeha, tale bo dobro oddaja, ta bo super, stop. Blaž, ni mi sam tako, jaz sem vedno tako, na začetku predstavljam gosta, ko sem ga spoznal. In sem tako v gruntu, jaz sem te po svetu se pisal, jaz sem tebe videl na Instagramu, na TikToku in sem ti pisal in sva počas preko online prišla v offline svet. Res je, drži. Ok. Ti niš dolg, prej smo se nekaj niso od rojstva v tem svetu. Ja, res je. Nazadnje je bilo tako, bil si v klicnem centru in zdaj si TikTok, Instagram, delaš za ogromno brandov, veliko pomagaš. Daj mi samo po domače, kako je prišlo do te spremembe? Mislim, zdaj konkretno to iz prejšnje službe v sedanje delo je prišlo na ta način, da sem jaz se dobil takrat v kontaktnem centru, kjer je bila super služba in mi nič ni falilo, bom rekel, sem se znajdel na neki točki, ki se mi je zdelo, da stagniram, da imam še marsikaj za pokazati in da bi rad delal neke druge stvari, da me druge stvari veselijo. In ker sem mnenja in je moje preteklo življenje, me naučilo, da živim samo enkrat in da moram uživati v tem, kar delam, sem se odločil, da pač tisto svojo službo pustim za sabo in da grem v neko smer, kjer se bom lahko bolj izrazil, bolj izpopolnil in tako naprej. In to je to. Koliko si bil star, koliko časa si delal v call centru, koliko si bil star, ko si switchal stvari? 4 leta sem delal v kontaktnem centru, najprej leto in pol, mislim, da kot svetovalec, operater, kasneje pa kot višji svetovalec. No? In to je bilo, če sem jaz januarja lani začel, en leto in pol nazaj, in jaz sem bil takrat star koliko? 5-26. Top. Torej, ti še, en let pa pol si zgolj ti v... Ja. A res? Ja. Super. Nam boš pa par trikov, kako zbilda ta brand v leto pa pol. Sej se imate že 5 let s tem, pa moraš eno kavo pol, ko bo kamera rasnemo. Daj mi sam pogled tako, glede na to, da koliko te bo tvojemu svetu mreženje sploh pomaga? Oziroma, kakšen imaš ti pogled na mreženje? Moj pogled na mreženje, jaz mislim, da se je kar precej spremenil takrat, kadar sem jaz nekako, jaz sem si celo svoje otroštvo želel in verjel, da bom profesor športne vzgoje. To je bila moja cilj, vizija in tako naprej. In jaz vse naredim, osnovno šolo, grem na športno gimnazijo, grem kasneje na DIF, na fakulteto za šport. In tam pač študiram in na sredi študija, da poenostavim, ugotovim, da se tle ne dobim. Ne? Zdaj, ko pač pa pridem do tega, da pač bom, da študiram to, kar sem si celo življenje želel, sem gotovo, da pač tle se ne dobim in da to ne bo to. In tam sem začel malo neko krizo imeti sam v sebi in nisem vedel, kaj bi in kaj ne bi. In se mi je zdelo, da takrat sem precej tako šablonsko, ukalupljeno verjel, da ne vem, dobra služba, zdaj bom šel na ta faks, bom dobil dobro službo in tako bo življenje šlo potem tekom naprej. In potem sem nekako sledila poškodba, sem se hudo poškodoval, nisem mogel nadaljevati študija in takrat sem doživel nek reality check, ker sem doživel, da pač, a je to res tisto, kar hočeš, ali kam hočeš v življenju iti in tako naprej. In ko sem gotovo, kaj me zares veseli in izpopolnjuje in se zanima za podjetništvo, sem se vpisal potem na ta faks in tam dal, bom rekel, mreženju svojo neko glavno pot oziroma takrat sem začel razumeti, da šola in študij mogoče v tistem primeru ni samo branje knjig in učenje nekih stvari, ampak je, s kom se učiš, koga poznaš, ne iz nekega koristoljubja, ampak iz tega, kakšne podobno misleče ljudi imaš okrog sebe, kako si lahko pomagaš. Tam imaš neko okolje, ker gradiš nek tim šolski, ki smo ga potem tudi prezrcali v ostalo življenje. Daj mi samo povedati, kako ti si, prej smo se hecali, rojen za kamero. Rojen, ja. Meni isto, ti so rojen za kamero. Ja, jaz sem
že od nekdaj sam pač nisem, malo sem skrival to vse. Da me sam pa je tako, ampak le, okay, sproščen si pred kamero, dal si tisto kilometrino čez, da pač enostavno ne vidiš kamere, prižgeš in pač narediš tisto pač po scenariju, po idejo, ki jo imaš. Da me sam pa je, a si, kot prvo, si bil vedno tak, ne? A si bil vedno ful sproščen, ne? A si imel v preteklosti mogoče kakšen izziv v duhu ali to komunikacije, grejenja odnosa? Mislim, imel sem tudi jaz dosti krat. Jaz sem drugače že prej vodil valeto, pa tako neke kulturne prireditve in take zadeve, bolj, ker sem bil mlajši. Okay. Ampak nisem imel težav z nastopanjem javnim. Tudi rad sem nastopal na faksu, kadar smo imeli te predstavitve, sem se kar precej angažiral in tako. Sem hotel, da so naše predstavitve najboljše. Ni iz tega vidika kamera, nastopanje in to mi ni predstavljalo nekih težav. Ne? Okay. Z vidika mogoče mreženja in tega moram pa reči, da je verjetno moja neka taka, ne bom rekel slaba lastnost, ja, mogoče je, ampak ta reach outanje. Tako malo, včasih rabim predolgo časa, da jaz nekoga da si bolj proaktiven, ne? Ja, tako da pokličeš, daš pobudo. Ja. Sem zelo vesel, a veš, kadar me kontaktiraš, jaz sem najbolj odprt, se bom sam pogovoril, šel z veseljem kam, ampak včasih vem sam pri sebi, da bi lahko bil jaz bolj proaktiven. Res. Kle je, to imamo po mojem vsi izziv, ker začnemo preveč razmišljati v duhu in tle tudi jaz nekdaj zmanjka, ne? To je čisto človeško, odvisno, kako si razpoložen, ogromno, ne se podvisen, koga loviš. Višjega kot pač po neki poziciji ali nekoga, ki tebi zelo veliko pomeni, rabi to biti predsednik neke uprave, ampak v tvojih očeh je nek vzornik, ne? In takrat pač začneš malo razmišljati in te pač malo odpele v ta duh predvidevanja, kar pa itak, če predvidevaš si pač rataš, če preveč predvidevaš, rataš pasiven. Ampak ko smo že v tem duhu tega vzornika, tega, si ti imel kakšno osebo v življenju do zdaj, ki te je dejansko tako, ki je močno vplivala na te? Kdo je? Če bi lahko eno osebo izpostavil, ki bi rekel, da si rečemo, ja, po njemu, po tej osebi se zgledujem, živim. Imaš kakšnega? Pa lahko je to posel, pa private life? Ja, se prav razmišljam, če je prav ena oseba, ki bi jo izpostavil. Mene navdihujejo take različne zgodbe, najbolj take, ker sem tudi sam karakterno zelo podoben temu, da takrat, kadar mi ljudje govorijo, to ne bo šlo, to ti rajš ne vem kaj, to ne vem, čutim kot neko podžiganje tega, da naredil bom, pa se sliko, naredil selfie, pa ti poslal. Ampak ne zato, da se jaz dokažem drugim, ampak zato, ker če jaz verjamem v neko stvar in si zastavim nek cilj, ga bom zasledoval in verjel v njega, in me na tej poti ne bo distraktalo, me ne bo premaknilo, če mi bo nekdo rekel, ja, to je pa neizvedljivo. Ne? Mene, mogoče ena taka oseba, ki zelo mi je bila všeč njegova zgodba, tudi danes sem velik ljubitelj izdelkov tega podjetja, katerega je bil ustanovitelj, Steve Jobs. On me je tako navdihnil iz vidika neke kreative, percepcije na to, kako prodajati neke stvari in on je mogoče ena taka oseba, ki verjamem, da mi je kar dosti nekih karakteristik so mi bile všeč vedno pri njemu. Okay. Da mi povej tako, glede na to, da si v tem letu pa zdaj sodeluješ z nekaj firmami, imaš pač neko svojo ekipo, predavaš in da mi sam povej tako, s kakšnim osebam rad sodeluješ? Z transparentnimi, iskrenimi. To pa kršil se udar, no? Ja, tako. Zaradi tega, ker veš, tudi jaz sem tak precej direkten, transparenten, odkrit. Jaz zelo čutim neko energijo. Če zavajbamo, kadar se spoznamo, vidimo, potem sem tudi jaz zelo tak odprt. In ne vem, rad se obdam in sodelujem s takimi ljudmi, ki imamo neke podobne poglede na svet, neke ambicije. In tako, ne maram tega, ne vem, kako povedati, da veš, tako, ne maram jamranja, ne maram tega, ja, to vse, pa to se ne da, pa to ne moramo, pa ne vem kaj, pa dajmo, ali pa ne vem, nekega tračanja, upravljanja. Klej dobiš pa moj tem rdeč alarm, ne? Ja, če je preveč tega negativna. Glej me, kar mine in sem, dajmo, boljši smo od tega, dajmo pač kaj drugega se pogovarjati, dajmo, ne vem, Vse to je po moje,
Itak so nam že ta stari govorili, da pač s kom si, tak si. Ja. In dejansko je tudi res, če si z nekom, ki cel cajt jamra, pa se ga ne da premakniti naprej, pa se res vprašaš. In to je največji problem pa nas je, ker nas dejansko popolnemu tujcu ne boš dovolil, da ti jamra, ker ga ne poznaš, ne veš, da je on, itak ti vse boš hitro iskal, da si na nekem dogodku, tem še jamrati. Itak boš bežal čim prej stran. To je res. Okay. Zdaj, komu pa dovolimo, da nam jamra? Torej, to zdaj to nek friend, sodelavc, družinski član, nekdo, ki ti je blizu. In to so naši največji krivci energije, časa, fokusa in vsega. In tle je pač težko je to zrezati, ker smo spet čustvena bitja, ne moš zdaj reči, da veš, zdaj tudi valjda, če ima nekdo problem, boš prisluhnil. Trik je kle, koliko zdaj, vsak je pa, ne vem, vsak ima enka dost. Sam je treba tudi razumeti ti bližnji naši, ki jih imamo, so tudi uničevalci sanj. Absolutno. Zaradi tega, ker ti seveda daš dosti na, ne vem, mnenje nekoga, ki ti je blizu, ki ti pomeni v življenju dosti, ampak Trik. Jaz dam na mnenje, tako bom rekel, torej, če bom hotel nekaj vedeti o TikTok videu, bom dal na tvoje mnenje. Pa ne bom sprašal moje Mirjano, pa je najraje na svetu, ko ona nima pojma o TikToku. Jaz to popolnoma razumem. To je to. Jaz gledam tako, jaz dam na mnenje nekoga, ki je na nekem področju nekaj kreiral, ki je dal pač karkoli jaz rabim, je dal nekaj čez. In naš ubijalec sanj je, če ti moje Mirjano vprašaš, je vse to, kar mi počnemo, kar ni. Ja, ker ona ni za to. Zdaj, če bi jaz novo sprašal, pa top je. Ampak če bi jaz novo sprašal, a lahko to, kva ti misliš, reče ona, gledaj, to je meni kar nekaj. In nič ne narobe s tem, ker v njenem svetu je to kar nekaj. In jaz mislim, da mi pač enostavno ne smemo dati preveč pozornosti osebam, pač k nekem področju niso nič kreirali. Božka, zamisli si, kaj je bilo, ko sem jaz moji predragi mami rekel 1 leto in pol nazaj, mama, jaz bom pustil svojo redno, super plačano službo v Ljubljani, zato da bom tiktoker. A si ti, ne? Bilo, si zmešana, je to v redu, pač mislim, kaj je s tabo? Zdaj pa snema s tabo. Zdaj pa snema z mano, včasih tako da zdaj verjame, mi zaupa glede tega, ampak na začetku je bilo pa kar tako, kar izziv, ne razumeti. Ja, ampak spet, moje je pa ta, če imaš ti neko voljo, če si dedicated in če si pripravljen zdaj narediti zgolj ekstra mile, oziroma korak več, jaz sem prepričan, da tudi če tebi ne bi ratalo v tem svetu, pač ti zelo lepo ratuje, da bi ti najdel nov izziv. Ja, itak. Ne bi rekel, zdaj pa to je pa vrgo puško koruzo. Daj mi samo povej, v tem procesu, ko ti gradiš odnose, a te česa strah? Ja, včasih zaupanja, včasih tega, da bo nekdo izdal neko moje zaupanje. Ampak po drugi strani se hkrati zavedam, da ne morem, mogoče zaradi kakšne take slabe izkušnje, ampak zdaj se zavedam popolnoma, da ne morem zrcaliti ene slabe izkušnje na kar vse ostale odnose, ki jih gradim. Ampak vem sam pri sebi, da je mogoče to nekako v meni nekaj, kar mi predstavlja izziv, da včasih moram bolj zaupati, moram bolj nekako dopustiti, tudi če se nekaj zgodi, je lahko šola za naprej. Pač ne gledati tako plastično in se zadržati nazaj, tudi če bi lahko zaupal. To je mogoče en tak izziv, ki ga... To pomeni, ko prebijaš ta led zaupanja, pol se vrata odprta. Tako. Če pa izdaš moje zaupanje, tam sem pa... Se vrata zaprejo. Se vrata zaprejo, popolnoma. Tle sem zelo, pač glede tega sem... Je res tako, da kadar enkrat podreš zaupanje, ga zelo težko nazaj dobiš. Vse to je, jaz mislim, da v temu offline svetu, pa se v bistvu tudi online svetu je. Vsi se trudimo, da nam čim bolj zaupajo, produkti imajo pač badge različne, imajo torej feedbacke strank, imajo fulejne testimonijale, ogromne enih stvari, da izgledajo zelo kredibilni, zaupanja vredni. Tudi mi, ki gremo nekam, skušaš dati pač, ko bi rekel, neko najboljšo verzijo sebe v duhu in kako si oblečen, kako si vzdihtel. To je ful dobra stvar. Pa gremo mi tako direkt v prakso. Gremo tle not. Online te vidimo posod. Tako zelo lepo te stvari delaš. Kaj pa offline svet? Kje te človek lahko najde v realnem svetu?
Joj, želim si, da bi me večkrat dobili na kakšnem košarkarskem igrišču se rekreirati pa športati, ker to moram priznati, da mi v zadnjem času ful manjka. Zelo rad se namreč ukvarjam s kakšnim športom. Ne maram individualnih športov, imam rad neke skupinske ali pa tako, da se med sabo, tako da če boš kdaj za kak basket, ampak če boš kdaj za kak basket gremo. Jaz sem bil Blaž Gun, ker smo rekli, da mu žogo brca, da ne štekam tega kamiča. Ja, okay, ampak bom prišel kdaj. Drugače tako, dosti se rad družim s prijatelji v nekem svojem krogu. Rad imam neke izkušnje, ne maram, moja skupina prijateljev, ki bo to gledala, verjetno vedela, o čem govorim, ampak jaz ne maram, jaz vedno govorim, da ne bomo basic. Ne bomo vedno hodili na eno in isto kavo ob nedeljah. Dajmo pač ta čas, kadar se družimo, dajmo probati nekaj novega. Dajmo iti, na izlet v, neko vasico, ki je ne poznal, pa dajmo tam spiti eno kavo. Isto časa nam bo vzelo, dajmo probati nekaj novega. Tako, pač rad probam nove stvari. Pa svedno ti tiska, da je pobude, ali si zdaj že ekipa tu taka, da to nekaj presenetijo? Dostikrat sem jaz, ampak vsake toliko presenetijo tudi oni, ne moram reči, da ne. No, nice. Daj mi samo povej, kakšna je razlika med Blažom, ki je pred kamero pa za kamero? Kaj pa vem, no. Pa jaz moram reči, da je nek moj karakter, mislim, da ga ljudje prepoznajo skozi neke moje izdelke, ki jih ustvarim. Sem rad se nasmejem, rad sem tak pozitiven, nasmejan, kakorkoli pač, ne vem kako. Tako, jaz vem, da ko gasiš kamere, da isto. Mislim, nimam feelinga, da so kamere kle. Ne, zato, ker je zelo veliko folka je dejansko ena oseba, v online je tako, pač pa, ko se ugasne kamera ali pa to je zelo tisto, pa zelo podobno je, ne vem, ko je na nekem dogodku v sklopu posle tako, pridem, zaklenjajo se vrata med štirimi stenami, pa čist druga oseba. Pač moje mnenje je, da moraš biti čim bolj avtentičen, ker vrednote živiš iste v zasebnem pa poslovnem svetu. Tako da, ne, hočem, ker je tudi to, kar ti kreiraš, kar ti delaš, tako, dejansko pač valjda, nek močen vpliv je na ljudi, ker mi, družabno mrežo so del nas, mi to ne moramo biti mimo tega. Tako da, daj mi sam povej, koliko po tvoje ta družabna mreža, vsaka stvar ima danes, od kave do, vse ima pluse pa minuse. Koliko misliš, kje nam je, že pretiravamo mi tam, ali je, kje je zdaj folk v sklopu? Zelo dobro vprašanje in sem vesel, da si mi ga postavil. Jaz bom tako rekel, jaz vidim tle eno veliko problematiko v današnjem svetu, ker se večkrat nekako govori, da so družbena omrežja zlo in da je to slabo in tako naprej. Zlo je največkrat zaradi tega, ker se ljudje ne izobrazimo, preden začnemo uporabljati te medije. Tudi avto je lahko zlo, če mi ne naredimo izpita za avto, pa se ne naučimo voziti in pač gremo voziti avto, je to lahko velik problem. Isto je z družbenimi omrežji. Če se naučimo in če nekako osmislimo, kakšna uporaba je za nas koristna, kaj se lahko tukaj naučimo, kaj lahko od tega poberemo, koliko je zdravo, da uporabljamo družbena omrežja in za kakšne namene jih uporabljamo, potem je to popolnoma ok. In to pač ni neko zlo. Tako da vsem toplo priporočam, da preden se spustijo v kakorkoli ali ustvarjanje vsebine ali konec koncev konzumiranje neke vsebine na družbenih omrežjih, da se izobrazijo in da si sami pri sebi ocenijo, a je zdravo, da sem jaz 5 ur na TikToku in scrollam gor in dol. Ja, ni, ne. Tudi jaz, to je moja služba, ampak jaz vseeno ne scrollam po TikToku cele dneve in pač tam zabijam čas. Tako da vse mora biti prava mera. Vse lih to je fora. Jaz se pravim, jaz rečemo, ne vem, TikTok že nekaj časa pač, bomo zdaj spet začeli kreirati, ampak, oziroma kreiramo, keče samo temu, da pač čisto pri vsaki stvari, koliko si rekel, imamo lahko ful enega benefita, jaz to vidim ful dobre fore, ful dobre trike, to je pa, da je rabaš tudi ta čas, da se malo sprostiš. Jaz sem najbolj trik, ki si dam, ne vem, pač nek
rečem, zdaj bom 10 minut in ker je to tako narejeno, da te potegne. Absolutno. Če potegne mene, potegne otroka, potegne vse, tako da neke omejitve morajo biti, da je ta neka samodisciplina. Saj ni panike, če kakšen dan zabluziš. Tako, je res. Pa cel mesec. Tako, se strinjam. Lepo si rekel, samodisciplina. Ne bomo krivili potem rekli, aplikacija ali pa platforma je slaba zaradi tega, ker sem jaz pač bil toliko nediscipliniran, da sem zabil 3 dni. Ne vem, kava, zadnjič sta bila, pa spil 2, pa si rekel, da je pekla zgaga. Jaz sem kriv, ne zdaj, ker je bila ta kava na voljo. Sej po moje pri vseh stvarih. Je pa fora, da imamo danes veliko teh kradljivcev časa. In dejansko tudi tako, en stran je kradljiv čas, drugi stran se lahko zelo veliko izobraziš. Zadnjič mi je ena fodava rekla, nekaj sem ji poslal, pa je rekla, Boško, jaz sem se dala malo na detox, ker imam problem, to sem jaz imel tudi problem, ker prav ne more več absorbirati. Oziroma, jaz absorbiram, ampak nič ne implementiram. In rabam malo na off, da jaz te stvari sebi zrihtam, pa bom povzela samo to, kar lahko dejansko implementiram. Ker je, rečemo, ne vem, zdaj jaz ne vem, kako si bil ti, ampak jaz nisem se izobraževal, in potem enkrat pri 37, 35 rečeš, ok, se bom pa izobraževal, dejansko ne zdaj to, kar mi rečejo na faksu, a pa v službi pa zase, pa kot prejš ta svet, ogromno stvari. In pol je problem, ker vsaka knjiga, vsak YouTube video, vsak e-priročnik ti odpre še 3 pore, ker je tako narejen, da ti reče, ne rešuje ti zgolj problem, ampak ti še nove kreira. In rataš pa, če ne želiš implementirati, reševati, in pa sem jaz na eni točki rekel, enough, dost. Dajmo mi zdaj to probati, pa bomo pa dodajali tisto, kar je treba dodajati. Tako, da se vrne na tvojo zgodbo. Zdaj, ko gledamo tvoje dejansko videe, pa ko delaš za partnerje, zelo si kreativen. Tako, vsi, ki so kadarkoli prijeli telefon, pa so rekli, da pa so imeli idejo ali pa kreirajo, je tako, hard je to, Torej, ni problem narediti en dober video, problem je to konstantno delati. Kje dobivaš so te ideje, motivacijo, kje ti zdaj to? Najbolj pogosto vprašanje je verjetno to, ki ga tudi sam dobim, ampak ponavadi rečem, ko se usedem v gozdu in razmišljam in poslušam čivkanje ptičkov. Povej mi, kjer gozdi, a veš kaj? Bomo dali spodje, v gozdu, v mikrolokacijo. Še da zdaj tako čez en teden. Si v gozdi? Jaz bom tako rekel, naročnike imam res iz različnih branž. Vsak je v nekem svoji panogi. In jaz vedno, kadar se postavljam v ta proces kreiranja vsebine, se poskusim postaviti v vlogo nekega idealnega gledalca za tega konkretnega naročnika. In kadar se postavim v tisto vlogo, si želim videti skozi njegove oči, kakšna vsebina bo mene entertainala, me nekaj naučila v tej stroki, v kateri ustvarja pač, ne vem, ta brand. In potem probam neke različne, najbolj abstraktne in najbolj odbite stvari, si jih napišem. In pol grem skozi njih, malo prečesam, vidim. Dostikrat se mi tudi zgodi, da jaz sredi nekega pogovora dobim neko idejo, ki si jo tudi hitro napišem, ampak ta kreativni proces je tako, ne moreš ga siliti, se ne morem vse zdaj dol, pa napiši, ne vem, 30 scenarijev, ki jih bom zelo težko napisal. Bom pa jih sproti, kratko, sred dneva bom za telefon si napisal, šel naprej, pa bo nekaj drugega se zgodilo, si bom napisal. Skratka, jaz mislim, da puščam nekako glavi res odprto pot in... Čeprav je to kar izziv, veš, ti, ker imaš ti tam nek datum snemanja, ko naročnik pričakuje v nekem času 2, 3, 5 idej, a veš, pol takrat po moje kar izziv tako povedati, zdaj bom pa ne se zgodi, a veš. Ja, mislim, je vseeno, veš, praksa, si veš kako je. Tudi v mreženju nisi profesional, če ne treniraš. Ja, absolutno. In jaz treniram svojo kreativo, zdaj že toliko časa, da pač enostavno verjetno lažje dobim neko idejo, sproduciram nek scenarij, kakor nekdo, kakor če bi šel jaz zdaj iz nule. Pač je drugačno. Ampak glej, ko ti toliko časa vložiš v idejo, v kreativo, posnameš, in ti sam veš, koliko energije šlo gor in ti to objavaš, ti ponosen.
pa pride negativen komentar. Kako to požiraš? Negativne komentarje, tudi na predavanjih zelo rad o tej temi spregovorim, ker je eno od prvih poglavij, ki jih imam, nikoli ne bomo vsem všeč in niti ne želimo biti. Ne? Jaz vem, da nisem vsem všeč in niti si ne želim biti. Ti nisi, pa? Ne. Okay. In tudi jaz verjamem, ne zi vas. Tudi meni niso vsi všeč in to ni s tem popolnoma nič narobe. Pač ljudje tako funkcioniramo in to je to. Jaz večkrat na svojem profilu sem večkrat odgovoril na kak negativen komentar, pa jih moram priznati, da jih dobim relativno malo. Sem večkrat odgovoril v smislu, hvala, da komentiraš mojo vsebino in na ta način podpiraš, pač da bo to vsebino videlo še več ljudi, ne? Ker več interakcij, bolj boosta algoritem in tako naprej. Ampak glede negativnih komentarjev je tako, jaz si sam želim s svojim ustvarjanjem vsebine in svojim vplivom, ki ga je ta pozornost požela, pozitivno vplivati na neko generacijo oziroma na ljudi, ki gledajo to. In na svojem profilu ne bom dopustil nobene negativne komunikacije, žaljive, neprimerne, vse, kar bom sam ocenil, da je neprimerno, bom tudi ustrezno pocenzuriral. Se pravi, bom zbrisal, podblokiral ljudi. Brišeš in blokiraš. Tako. To ne pomeni, da če da nekdo meni kritiko, da bom jaz zbrisal, jaz bom to z veseljem odgovoril. Tudi kako kritiko sem vesel, da jo dobim, ker se lahko tudi jaz izboljšam. Nekaj je konstruktivna kritika, drugo je pa, če te nekdo žali. Pa žali vsebino, tvoje delo. Pa brez nekega utemeljenega razloga. Samo zato, ker je... Jaz sem tudi blokiral ljudi, ki so se v mojih komentarjih skregali med sabo. Se pravi, ni bilo meni žaljivo, ampak sta se dva neki užgala in tam eden drugemu si se pošiljala nekam. Ne? Sem napisal, če boste nadaljevala, bom pač oba blokiral in se boste kje drugje pač pogovorila. Ne? Ampak enostavno ne želim si, da nekdo, ki pride, sploh neka mlada generacija na moj profil, da tam bere in to sprejme kot, to je pa normalen način komunikacije. Jaz sem kol to, nisem tako že konfliktno oseb, ampak ne vidim potrebe, kdo bi hotel, zdaj ne vem, nekaj se zgodi, pogrem pa jaz komentirati. Ti si vzameš pač tudi ljudje, ki te hejtajo, ki so tako, ne? A ti resno si vzameš čas, da vsakeč, ko jaz nekaj objavim, ti prideš k meni, mi komentiraš, ti spet komentiraš, pa dajmo, pa če nekdo meni ni všeč, ali ga, ne vem, blokiram, dam TikToku vedeti, ali pa neki drugi platformi dati vedeti, ne mi več prikazovati take vsebine. To je isto, da oseba ti ni v redu, te pretepa, te žali, ti hodiš pa z njima na kavo. Ja, tako. In še eno kavo, tako. Pa še na koncu ti plačaš. Veš? Nima smisla. Ni. Okay, ne, ta je dobra fora. Tu sem stuje tako vprašanje, kaj bi naredil z negativnim komentarjem, tako da, ker je zdaj guna, jaz sem imel, pa niti jaz ne objavljam toliko dolg zdaj, da bi rekel strateško, ne? In dejansko bil en, je napisal, ti pa isti kaj en, nekaj je bilo tako, brez zveze. Pa je deliti, ne. Ok, pa sem kako naredil. Dobro, da mi sam še tako povej, glede na to, da zdaj po vsej verjetnosti je tvoja mreža zdaj zrasla. Res je. Ok. Koliko dobiš tega, da te nekdo pocuka z rokav? Koliko se to zgodi? Ogromno. Mislim, jaz dobim, zaradi neke pozornosti in izpostavljenosti, dobim ogromno nekih DM-ov. Dosti ljudi mi pač piše. Moram priznati, da včasih ne utegnem odgovoriti na vse, mi je žal, ker bi si želel vsakemu pač, ne vem, odgovoriti in tako. Ampak, to je kar misija. Ni preprosto, no, ampak dostikrat se zgodi, me kontaktirajo tako ali drugače, no, ali prek maila, dan sem dobil celo povpraševanje na moj osebni mail, ki ni niti službeni, pa ga nima nikjer napisan, ga sploh ne vem, kje so mail dobili, ampak tako, na različnih kanalih me malo pocukajo, pa rečejo. Ok, in dejansko, da mi sam povej to, zdaj pol tako, koliko časa pol investiraš v to, da raziskuješ te pobude, ne vem, koliko greš v živo na kavo, ker jaz sami, da ne moreš, ker enostavno je dan prekratek za vse, ampak koliko se vzoveš na te stvari, oziroma kako to skomuniciraš? Se trudim, jaz ful cenim pri ljudeh, da razumejo in da spoštujejo nek čas.
tako. Veš, tudi, kadar sva se mi dva dogovarjala za kavo, je trajalo, odkar sva se pokontaktirala, dokler sva šla, je trajalo nekaj časa. Ampak jaz sem to ful spoštoval, ful cenim, da ti razumeš pač, da ne vem, imam jaz divji delovnik, da je pač skozi sem nekje. In če mi dva pravočasno nekaj dogovoriva in uskladiva, bova prišla na to kavo. Tisti, ki bi pa radi, ja, zdaj jutri gremo na kavo, ne? Je pa, ne vem, Klej še en trik, veš. Če ti mene ne poznaš, ja? ne, in nima zgrenega odnosa, pol jaz ne morem biti neka prioriteta, razen če sem jaz Steve Jobs v tvojemu pa svetu. Tako, ja. Pa boš ti vse pustil, oziroma veliko stvari pustil. In zato je spravljeno, zato v štartu moraš biti razumejoč, potrpežljiv, ker drugega nimaš. Veš, to zato, ker sem jaz tebi dal pobudo, pa grem na kavo, to je moja pobuda, to je moja želja, moja potreba. Mislim, kom je to s tabo? Absolutno nič. Ja. In seveda si ti takrat, predvidevam, potrdi ali ne, šel malo pogooglati. Kdo je zdaj ta? Ja, seveda, mislim, čaki, no. Seveda, pač mislim, da je to normalno, se vsi to. Se znam, vedno pušeš sled, ne, in si ti pogledal, ok, zanimiv, ne, in potem si najdeš čas, ne, za kavo, skladno, ne, verjamem, ta nazadnja kava je bila hitro zmenjena. Ja, veš, zato, ker folk nima, veš, nima te potrpežljivosti, sploh pa, če gledaš sami svojega sveta. Jaz hočem, ja, in? Ja. Kaj zdaj, če Boško zdaj hoče, zdaj se bo svet ostavil. Pa tudi tvora je, ne, kaj si rekel, pa da so ti prek enega drugega kanala prišli. Ja, lej, pošelj mail, SMS, poklič. Zaradi mene je res, naj se vukaj hecam, goloba pismonoša pošelj. Dej bod, ne vem, kdaj si dobil na zadnje pismo? Smo rosni. To pa res dolgo časa nazaj. Ne, si predstavljaš njen, da srčno želi s tabo delati, s tabo sokreirati in da to kreativen ti na roko napiše pismo. Tle pa imam en odgovor zate. Jaz spodbujam, da digitalno komuniciramo, zaradi tega, ker je tako manj papirja in smo bolj ekološki. Lahko sam, če bi dobil pismo. Bi priznal, da sem impresioniran. Ne bi rekel, ok, tole pa ne, nekaj tako. Ekološki si rekel. Daj mi sam povej, ok, zdaj smo tako, kjer je pa tvoj najbolj, tako mi rekel, kako naraj komuniciraš? Osebno. Jaz rad se dobim. Tudi vsi, zaradi, ko pravim, dosti nekih sporočil, kanalov, tle, tam, povsod, ne vem. A si prištel, koliko kanalov imaš? Kje vse komuniciraš? Ja, da greva tako. Mislim, jaz sem LinkedIn, pač imam sporočila. Tudi. Pa je Messenger, ne? Ja. Pa je Instagram sporočila. Ja. Pa sem na Viberu. Tudi. Ja. Premalo ga uporabljam. WhatsApp tudi. WhatsApp. SMS klasičen. Ja. Pa je telefon, valjda klic. Ja. Pol je mail. Sedaj imam še par mailov, ne? Ja. Resno. To je In treba je to vse pokombinirati, ker pač, če se nekdo odzove na Messenger in ga tam dobim, kaj mu rečem, lahko priješ na Viber, če ni on na Viberu. Ja, ampak to je kar izzivno. Ja. Je res. Jaz sicer vedno povem, tudi naročniki vejo, tudi kolegi vejo, če me rabiš nujno, zdaj v tem momentu me vedno pokliči. Kadar javim se vedno na telefon, razen če sem, ne vem, sred snemanja ali karkoli, ampak če me kličeš, vem, da bom tudi takoj rešil in vse. Ker sporočila, moram priznati, da včasih traja res kakšen dan, dva tudi. Ja, veliko je. Sploh, te enkrat zasuje vse ta mašinerija, se ti... pa si daj kaj sešteval tako, smo pogledali svoj, ne vem, delovnik ti je tako, nam rekel 24/7, ampak ti živiš in to vse pač. Ne, ampak koliko dejansko ur posvečaš dejansko, ampak temu ne poslu, ampak temu, da grejenju odnosa z sodelavci, z poslovnimi partnerji, prijatelji, družina. Težko bi ocenil zdaj v urah ali kakorkoli, zaradi tega, ker še to delo, ki ga imam, je ful prepleteno s temi odnosi. Jaz tudi, ko ne delam ali pa se, ne vem, se družim z ljudmi, ki kdaj tudi snemam, a veš in tako, in se mi zdi, da je to tako tesno prepleteno, da bi rekel lahko, da ne vem, vedno, kadar se družim, v bistvu gradim neke odnose. Se si prav odgovor. V bistvu se je, to načeloma ne moreš zdaj, vedno je opcija z nekom, ali je to v small talku s friendom, poglobiš odnos, ali ga pač rušiš in stranko. A imaš ti, samo to mi še povej, no, glede na to, da si bolj v temu digitalni dobi, ne, pa to imaš kakšno strategijo, kako ti dejansko menedžiraš vse svoje kontakte? Da bi imel kako prav posebej.
prav posebej premišljeno strategijo, je nimam, to moram, bo se malo pogovorila, bo na svet z veseljem o tebe sprejel, ampak mislim, trudim se komunicirati, ne vem, transparentno, odkrito, iskreno, takoj, ko imam čas, ker absolutno neke prioritete imamo vsi postavljene, jaz moram neke stvari narediti zaradi dela, prej kot druge in vse pride. Nimaš nekega sistema, da bi rekel, zdaj moram, ne vem, vem si, kakšen rojstni dan zapišeš. Mislim, glede svojega dela imam koledar, v Googlov koledar. Najbolj se mi zdi uporabniku prijazno, zdaj sem se dobil tam z njim, je pa kar, moram reči, pobarvan v celoti. Isto pri tebi. Za meni je tako iskreno, jaz če nimam v koledarju, kot da ne obstaja. Resno, če jaz ni v koledarju, ko me reče, jaz sklenjam koledar, tudi tako, te pač ne, privat življenje postavljam not, torej kdaj ima vid trening zala, kdaj ima neki Mirjana, pa da pač jaz vem, da takrat ne smem si nič planirati, tako da je ta koledar nabit. Ampak jaz sem si ta koledar, veš, kaj prej, ne vem, lahko eno leto nazaj, sem jaz vse načeloma z glave vedel, pa si kaj zapisal, tako na papirček, pa ti s papir odložil. Ampak zdaj je res, če ne dam v koledar, ne vem, kar grejo stvari, je preveč informacij, preveč vsega je, da bi en človek lahko, ne vem, sam v glavi vse te stvari imel in absolutno uporabljati neka orodja, ki si lahko z njimi pomagamo. Kje sebe vidiš, oziroma kje sebe družabno meže, to, kar ti počneš, vidiš čez, ni važno, par let, 5, 6, 7. Jaz zelo težko bi ti odgovoril na to vprašanje, ampak ne zato, ker bi bil sam, da ne vem, kam grem ali kakorkoli, ampak zaradi tega, ker se tudi ta doba tako naglo spreminja, da ne vem, kaj bo čez 5 let na družbenih omrežjih. Zdaj je TikTok. Kasneje bo mogoče neki drugega. A se kaj že govori, kva bo kaj novega? Zaenkrat ne. Govori se, da bojo TikTok malo ugasnili ali kakorkoli, to je neka bojazen trenutno, ampak če ne bo TikTok, bo pa nekaj drugega. Jaz verjamem, da bo, ker svet se premika v smer nekih družbenih omrežij in tega, tako da jaz si mislim, da bom delal nekje v tej smeri. Nekje, kjer lahko izražam svojo kreativo, kjer sem obdan z sodelavci, ki podobno mislimo, ki smo ambiciozni, ki si želimo neke vizije uresničiti skozi posel in zraven, da se imamo dobro. Jaz pač, če si ne delimo podobne energije in če se ne dobro razumemo, se tega ne grem. Težko, res, to je zelo, zelo pomembno. Mora biti fan del tudi, ne? Tako, absolutno. In smo se pogovarjali par dni nazaj, koliko pogosto je dobro imeti team building. Pa bilo je tako, vse normalno je, da se ima to enkrat na leto. Pa enkrat na leto, pa jaz hočem, da imamo team buildinge, mi, ne vem, ful pogosto, da enkrat na 2 meseca, mogoče 3 mesece, dajmo to, ker to se mi zdi, da gradi naš odnos. Sploh zdaj je ta doba digitalizacije, vsi delamo vsak na svojem koncu, dajmo imeti team buildinge, ker se bomo povezali. Sej, Blaž, team building je lahko že kava. Skupna kava, to je res. Team building je lahko, ni vse team building, pa gremo za 4 dni nekam. A veš, tako da jaz mislim, da mi moramo, sploh glede na to, da nas te ekrani, kolikor mi mislimo, da nas povezuje, nas dejansko delujejo, da pač moramo tako vse te stvari najdeti tako pač večkrat, več načinov, da se lahko povežemo, da ni zgolj vse sam na temu, kva ti rabiš, jaz tebi dostavam, rabi tudi malo tako. Jaz v bistvu ne verjamem v to furanje, delam 24 ur, sam fokus. Ne. Jaz vedno tu folk veliko to vprašam, kdaj dost. Koliko? Kaj hočemo zdaj? Si štekam jaz, da mi želiš nekaj skreirati. Tu si lepo, pa kaj? Kdaj boš rekel, kdaj dost? Pri 20 strankah, pri 100,000 na mesec, pa ne vem, kdaj dost. Pa tudi pol je pa tako, zelo, kakšno ceno pripravljam plačati za to? A veš, že prej si rekel, imam izziv, ne vem, kdaj bom telovadil. To je blok uro, stari resno. 2-krat na teden, 3-krat, nekaj ti to pomeni, ura, blok ura in takrat ni. Takrat Blaž telovati. Se strinjam. Vse vmes, pazi, jaz te govorim zato, ko te povem, še se ponavljam. Veš, eni imajo te stvari ful bolj ozaveščene, pač jaz to nisem imel. Ker sem bil valjda sfokusiran, deliver, dostavi. Moja večkrat najdeš čas za telovadbo. Kako lahko ti najdeš čas? Ona je
Hoče trvati, je trvadla. Zdaj si tudi jaz najdem. Nisem Koledar je še treba tam, dati. sam to. Torej, ali je koledar v glavi, odločam se in pol pač, a veš, ker na koncu je stvari tako, če ti ne boš skrbel zase, Noben drug noben ne ne bo. bo zate Itak. skrbel. Ja, A se veš, strinjam. in v tem mreženju tudi ti si, veš, ta, po mojem si zelo močen vezni člen v svoji mreži. Ne? Je tako? Ja, Ampak ti pa paše, če nekdo to zate skrbi. tako je. A je tako? Ja, Se pustiš pocrkljati, pa... ja pač sej, ja, ni. Ja, pa se je, pač to je poanta celega. Zato je pa fora, da imaš to mrežo tako lepo razpršeno in take pravi del okoli sebe, da ni fajn, da smo celo vedno mi ta gonilna sila. Tako. Fajn je, da da nekdo drug predlog. Pa še to, veš, nisem to, da ko gremo mi malo preveč levo, nekam, kar ne smemo, da imamo enega, ki reče, da je ostal se, to ni dobro. To je res. A veš? Le se popolnoma A strinjam. veš, da ni cel cajt, veš, pa ni, jaz ne poznam formule uspeha v networkingu, ne vem, kaj je to, veš, je ni, ampak mislim, da je pač čar cele zgodbe, da pač, ne vem, konstantno gradiš odnose s tistimi, za katere ti misliš, da so pravi v tistem trenutku, To v se tistem času. strinjam. A veš? Jaz tudi mislim, da sem verjetno, ja, mogoče malo prej, par let nazaj, kadar sem takrat končal faks in takrat se mi je zdelo, da sem se znašel na dnu, da sem prav, evo, to je bottom, jaz se ne bom pozabil, to je moja mama potrdila, jaz sem bil doma s Sejoku v posli s poškodbo, plačal nisem dobil delo, ker sem ga pač delal takrat nekaj 2 meseca poleti, faks je propadel takrat zaradi poškodbe in vsega tega in mi je bilo, vse se mi je zdelo, vse je narobe v tem lifeu in tle je zdaj dno in se rekel, mami, evo, to je to, od tle bolj dol ne grem, zdaj grem pač sam, se bo tle, mindset, shift, gremo in samo naprej. In od takrat, brez heca, šel na faks, nisem pa do enega izpita, šel v Ljubljano, dobil službo, 1 leto in pol delu, napredoval, vse od takrat naprej je, Zato, ker si se odločil. Ampak pa si tudi delo. Tako, delo, seveda, absolutno, bil proaktiven, vztrajal pri nekih stvareh in ni bilo, če bi takrat bilo tako, ali pa če bi imel jaz tam enega, ne bi se tako, to ni cajt za to. Gledaj zdaj tako, zdaj si rekel na faksu, ta poškodba, zdravi se špodan, ok. Pa gremo nazaj v srednjo šolo. Ja. Pustimo osnovno šolo, srednjo šolo. Če zdaj ti temu blaži srednje šole, ga zdaj imel kle pred sabo, iz tega vidika, dajmo reči, ali to zdaj mreženje odnosov, mindset, kaj bi mu rekel, 2-3 stvari. Rekel bi mu samo poslušaj se, zaupaj, poslušaj se iz tega vidika, da probi razumeti sebe, kakšne stvari ti pašejo, kaj bi rad počel, kaj ne bi in pejdi za tem, zaupaj si, bodi, ne vem, sprobaj neke nove stvari, bodi odprte glave, ne si zapirati nekih vrat, ne se ukalupljati, ampak bodi tak, kakor si, vztrajaj in verjemi v to, kar delaš in če boš verjel sam v sebe in v to, kar počneš, te nič ne bo moglo ustaviti. In to je to. Torej, to je neka ta vizija, želja, Tako. strast in pol je treba to še podelati. Tako. Pa jaz mislim, da smo tako, malo tak močan zaključek. Ja. Hvala, ker si bil moj gost. Zdaj pa tako, glede na to, da imamo influencerja, močnega, ki je zvezdo, Instagrama, TikTok, ne, jaz se imam še veliko za učiti, ne, tako da dojte zdaj to pošerati, polajkati, komentirati. Mislim, zdaj tako veste, mi samo pozitivne komentarje gledamo, negativne delitamo. Ne. V glavnem, hvala, ker ste bili pač ste poslušali, gledali oddajo More Than Networking. Hvala, Blaž, ker si bil moj gost, tako da se vidimo drug teden.